Spoštovani, tudi zame pomeni konferenca v Kopenhavnu razočaranje, vendar pa nehajmo jadikovati nad slabimi rezultati in se raje vprašajmo, kako naprej, da ne bomo ponovno razočarani. In ni dovolj, da si samo rečemo, nadaljevali bomo z začetim delom, kajti nekaj je treba spremeniti. In prvo vprašanje, ki si ga pri tem postavim, je, kaj sploh konference COP so? Ali so to resne konference ali neki javni šovi? Seveda oboje, vendar pa moramo zagotoviti, da bo delo strokovnjakov lahko potekalo in da bo javnost obveščena tudi o resnem delu, ne le o teh dogodkih, ki so neformalne narave in se dogajajo vzporedno s konferenco. Torej Evropa bi morala sprožiti vprašanje o organizaciji same konference. Drugo vprašanje, kakšna je vloga svetovnih voditeljev na tej konferenci? Ali pridejo na konferenco delati svojo notranje politično kampanjo ali pridejo pomagati, da se sprejme nek kompromis? Menim, da bi morali sprožiti tudi vprašanje o delovnih metodah same konference in o vlogi svetovnih voditeljev na konferenci. In tretje vprašanje je vodilna vloga Evropske unije. Da, veliko dobrih ukrepov imamo za to, da Evropa ohrani svojo vodilno vlogo pri razvoju okolju prijaznih tehnologij. Ampak vodilno vlogo v pogajalskem procesu smo pa izgubili. In mislim, da ni dovolj, da pristanemo le na našo koordinativno vlogo v samem pogajalskem procesu, ampak moramo biti aktivna pogajalka. Zato pa ne moremo takoj že pred začetkom pogajanj vreči na mizo vseh kart, povedati za svoje cilje, za katere si prizadevamo. In tretjim državam se moramo približati, ne pa se od njih oddaljevati. In še zadnja točka, ki jo želim omeniti tu, je, da moramo v naša mednarodna srečanja nujno uvrstiti vedno tudi vprašanje podnebnih sprememb in tu pričakujem seveda tesno sodelovanje obeh pristojnih komisark za ti dve področji. Hvala.